Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi Kaja Grozina. Upam, da sem prav naglasila. Prav. Je novinarska kolegica, radijska voditeljica, stand-up komičarka, igralka, predvsem pa ena taka zelo zanimiva ženska, ki je življenje spisala kar filmski scenarij. Danes bova malo spregovorila o tem, o njenem življenju, o trenutkih, ki jih je doživljala na tej poti in pa tudi o tem zaključku enega poglavja, ki je se, hvala Bogu, srečno končalo. Kaja, lepo pozdravljena. Živijo. Za začetek, kako si, no, pa začniva v sedanjosti, v kakšnem življenjskem obdobju smo te ujeli? Ja, v bistvu sem trenutno kar v redu. Moram priznati, da vse teče tako, kot mora. S partnerjem sva ugnezdjena in se imava zelo lepo, no. Tako da je ena taka lepa pustolovščina pred mano oziroma veliko enih projektov, ki se jih odpira, pa zelo sem zadovoljna v službah, tako da mi je trenutno v tem momentu zelo fajn. Me težko kaj potre, razen tu pa tam kakšna stvar, no. Zdaj, preden se zapodiva v najin pogovor, jaz vsakega gosta prosim, če sabo prinese ene 3 take predmete osebne, da ga malo spoznamo skozi te predmete, pa me zanima, kaj si nam ti danes prinesla. Jaz sem v bistvu prinesla nekaj, kar imam vedno pri sebi oziroma na sebi, in to je zapestanca, zlato-srebrna tale, ki mi jo je podarila moja babi. In je v bistvu zapestanca, ki gre z roto v rotno. In je vedno s tabo. Ja, vedno je z mano in mi zelo velik pomen. In odkar jo imam, se mi dogajajo ful lepše stvari, tako da jaz verjamem v to, da mi nekaj lepega prinaša, no. Jo nisi imela od vedno na roki? Ne, nisem imela od vedno na roki. Šele zadnje čase. Ja. In jo imam zelo rada, no. Tako da to je en tak predmet, ki mi zelo velik pomen, no. Tako da drug predmet, ki mi pa velik pomen, je pa tale slika. To je pa najin Laki, oziroma Miško ga kličeva, najin kuža. In prinese ful ene ljubezni in radosti in je res nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju, zaradi tega, ker je tako poseben kuža in tako priden kuža. In to je slika, ki mi jo je v bistvu naredil Matija. To je fant, ne? Ja, moj fant, ja. In sem dobila to za božička, no, tako da to mi je zelo velik pomen. In imam to doma v pisarni na mizi in vedno, ko pride kakršenkoli izziv, no, pač me ta slika res dvigne gor, no. Koliko časa vama že lepša dneve? 1 leto. Je res, da pes izbere lastnika? Ja, absolutno. Midva, ko sva prišla, recimo, ko sva se odločila za kužka, pa sva prišla tja pogledat, ne, sva bila sicer prvo odločena za punčko. Pol je bil pa on ful tako cute, pa skozi se nama je nekaj nastavljal, pa na hrbet se je pač prevračal in je bilo ful cute, no. Pa je osvajal. Ja, čist je bil luškar, no. Tretji predmet, ki ga pa imam, je pa v bistvu zelo smešen predmet, ki je zaznamoval moje življenje. In to je oksimeter. To je za merjenje kisika, kdor ne pozna, damo na prst. Ja, impulza, seveda, ja, pač to daš na prst in pač pržgeš in pol on pač zmera, ne. No, v glavnem, jaz sem bila v bistvu zaradi vseh mojih težav, izzivov, ki mi jih je življenje prineslo, kakorkoli, tudi zelo dolg časa sem se borila s paničnimi napadi, anksioznostjo in tako naprej. In potem me je v bistvu ta anksioznost pripeljala do točke, kjer sem ves čas kontrolirala svoje vitalne funkcije, kaj se z mano dogaja, ker sem bila ves čas, sem se tako slabo počutila in sem bila prepričana v to, da umiram, da je z mano nekaj narobe. In takrat se je tudi začelo v bistvu neko obdobje konstantnih obiskov urgenc. In z nakupom tega oksimetra si res nisem dovolila živeti, no, normalnega življenja. Jaz sem ga imela ves čas na prstu, imela sem tudi ves čas gor merilec krvnega tlaka in kakor je prišlo do malo odstopanja, sem pač šla takoj na urgenco. Sem pa razmišljala med tem, a bi prinesla oksimeter, ker se tudi moja 2 frenda, ki se že od otroštva družimo, no, me velikokrat zafrkavata, pa posebej Tilen, on vedno reče, a boš zapustil oksimeter?
Zanimiva, izvirna maska. Pa tudi tako, ko je prišel recimo v spalnico, tako, ko smo pokazala novo stanovanje s partnerjem, pa je videl oksimeter, pa je rekel, pa se ne moram verjeti. No, mislim, pa kva je zdaj še kar, ali kaj. Mislim, je bila res neka huda obsesija, no, s temi telesnimi funkcijami, ker sem pač bila dolg časa prepričana v to, da je z mano nekaj fizično hudo narobe in da pač tega ne more nihče odkriti. In me je v bistvu ta anksioznost pahnila v eno tako hudo hipohondrijo. Sem pa razmišljala, ali bi prinesla oksimeter, ali bi prinesla, doma imam pri posli uokvirjen EKG. Jaz sem imela toliko EKG-jev v življenju, ampak samo zaradi tega, ker sem bila pač toliko hudo pod stresom, anksiozna, konstantno anksiozna, meni je srce razbija. Prišla sem recimo na urgenco in sem tam doživela paničen napad. Enkrat me je bilo tako zelo sram, da sem kričala tam na urgenci, pač dajte me noter, nujno je, ker mi je srce toliko razbijalo in sem imela pač ful hud paničen napad. In v bistvu so bili te obiske urgence že toliko pogosti, da je tudi moj partner mal začel nekako, je bil zelo obupan, no, že na tisti točki. In mi je dal v bistvu EKG, mi je uokviril in mi ga je dal nasprot posle. In je rekel, vedno, ko boš v fazi, da bi šla na urgenco, ga poglej in da boš videla, da je normalen, ne? Ker je bilo pač teh papirjev doma že ful veliko. No? Tako da to sta mogoče dve stvari, no, ki sta mi zelo zaznamovali življenje. Tako da, evo, danes sem pa prinesla oksimeter. Ja, zdaj, kaj je, kdor te ne pozna, ne ve te tvoje, ne pozna te zgodbe, zakaj je prišlo do vseh teh napadov, ne? Tvoja zgodba se res, kot sem rekla uvodoma, kot en filmski scenarij, ne? V bistvu si mlada, naivna, šla v neko zgodbo, zdaj je koliko 10 let od tega? 10 let, ja, točno 10 let, ja. Ko te je v bistvu ljubezen zavedla v podpis, šla si za poroka, v bistvu za nek kredit na črnem trgu. Ja, za kredit na črnem trgu, v bistvu noč kaj tazga se mi ni to zdelo takrat, no, pol so se pa v bistvu začele razne grožnje in leta raznih groženj, konstantnih groženj v smislu, ne vem, bomo prišli k tebi, bomo napadali koga od tvojih, če ne boš danes prinesla 3 jurjev, bomo naredili to pa to, no, tako. Res je bilo intenzivno. Bilo je tudi tako, da se pravi, kot človek to doživlja, recimo, ne, te dolgove pa te stvari, pa recimo, pa se pa ti itak delaš sem zato, da pač vračaš nekaj, kar pač sploh nisi vzel, a ne, ampak hkrati pa ti moraš tudi živeti malo, ne, in pa si sposojaš od drugih, pa vedno ti nekaj zmanjka, konstantno neko sposojanje, vsi te grdo gledajo, vsi te imajo za nekoga, ki je kreten od človeka. Jaz sem tudi naredila ogromno enih stvari, za katere me je danes sram in veliko enih pogovorov in ur s psihoterapevtko sem rabila, da sem nekatere stvari dojela, no, tako da jaz na svoje dejanje absolutno nisem ponosna v preteklosti. Tako sem, tudi pol, ko sem recimo prišla iz tega, ne, pa po tem, ko sem 3 leta delala 3 službe, pa ko sem bila brez stanovanja, pa mislim, mene zelo prizadene danes, ker recimo jaz sem o tej zgodbi spregovorila izključno iz enega razloga in to je ta, da če bi jaz imela 10 let nazaj en content, ki bi vedela, da se nekdo z istimi stvarmi ukvarja, s katerimi se jaz, bi bilo meni ful lažje. In bi vedela, na koga se obrniti in bi vedela, kam moram iti takrat, ko sem v stiski. In tudi meni so se pol začele res javljati mame 3-4 otrok, ki so, ne vem, recimo partnerji naredili kakšno pizdarijo v smislu, da, ne vem, so zakockali stanovanje, zakockali vse, one vzele kredit. Ali pa obratno, ne, se gre tudi v obratni smeri, absolutno. Definitivno pa ne zaradi tega, da bi jaz izpadla žrtev ali pa da bi se jaz komu smilila, ne. In jaz sem pač jokica drugače doma, no, mislim, nasplošno jokica, velikokrat me kaj prizadene in me je enkrat en komentar, mislim, par komentarjev zelo prizadelo v smislu, kao, da so to ene zgodbice, pa da ne vem kaj, pa tako, mislim,
Ja, sej lahko, da za nekoga so, jaz pač vem, čez kaj sem šla, moji ljudje tudi vejo, čez kaj sem šla, vse ustanove, ki so mi pomagale, vejo, čez kaj sem šla, ker sem mogla vse dokaze predložiti, takrat. Tako da jaz, kar se tega tiče, sem absolutno mirna, kar se tiče moje preteklosti, vem, da moram še veliko stvari narediti na sebi predvsem, da bom jaz sprejela sebe takšno, kot sem, ker sem imela tudi veliko težav v partnerstvu v resnici, Tudi s trenutnim partnerjem je bilo pač ful težko doumeti in razumeti, da me ima lahko nekdo rad, kljub temu, kar se je meni zgodilo, kljub temu, kaj vse sem jaz naredila, kljub temu, kaj vse se je z mano dogajalo. Tako, Zdaj ta partner, bivši, ki ti je nakopal te dolgove, sta kdaj se še srečala, sta kdaj razčistila to? Sva, ampak enostavno je pač prišlo. On je takrat poniknil, ne predstavljam si, ti si bila Ja. In on je poniknil in upnik. V bistvu ni poniknil, pač enostavno ni imel nobenega denarja, nobenega vira prihodkov. Nisi pa, recimo, da bi se on našel 3 službe, tako kot ti ti, ne? Ja. Zdaj, v bistvu, kar se tiče teh ljudi, mislim, ni to tako, kot na banki, Na banki si ti pač res zavarovan, tam pač ti ne morejo kar priti domov pa groziti, pa ne vem kaj, ampak ker sva se recimo srečala, o tem pogovarjala, sem bila itak toliko besna, da se pač z mano ni dalo pogovarjati, ker pač sem videla to situacijo, kakor da se je moj life totalno sesul, kar se tudi v bistvu je zame osebno, se je pač totalno sesul takrat, Ampak pa sem pa v bistvu, jaz sem bila ful drugače včasih, tako pri 18, 19 ful pozitivček, tako vse bomo zrihtali, vse bo šlo, In tudi takrat je bilo pač meni to tako, veš, na začetku mi je bilo še pač to bom znosila, pa bo pač konc, Pa so se začeli pa še z drugega kredita javljati, pa je bilo, in je bila pač ta zgodba res, ni bilo konca in kraja in na koncu sem pač res, ker sem pa že toliko bila sama, utrujena, uničena, crknjena od vsega, sem postala tudi brez stanovanja, tako da je bilo kar hardcore. Je bila to tista najnižja točka, ko si ostala na cesti? Najnižja točka, ko sem ostala na cesti, ja. Definitivno, zaradi tega, ker ti delaš, jaz sem recimo takrat delala 3 službe, zdaj bom povedala eno zgodbo, ki nisem še nikoli. Nisem imela za hrano, 2 tedna, pač nič nisem imela, pač bila sem v službi, včasih mi je en sodelavec tako, pač pa rezal, pa častil, ampak tudi on ni vedel celotne zgodbe, Dala sem pa takrat zadnjih 40 evrov za hostel. In je prišla ena znanka pač tam malo meni pomagati, gor dol. Malo, nekaj sva snemale, vem, da še nekaj sva rihtale v glavnem in je pač tudi pri meni prespala. In ti pač, ko si v taki stiski, meni je bilo težko ji reči, da pač, mi lahko pač ti kupaš nekaj za jesti, ker pač res nimam, ker pač, mislim, to je bilo meni nekaj najhujšega v lifeu, čeprav na koncu sem tudi to naredila, Ampak sem jim pač ukradla kartico in sem si šla pač na Petrol nekaj kupiti za jesti. In jaz sem njej tudi pol to povedala, da pač sem ful v stiski, da pač nimam denarja in da nimam za jesti in da moramo delati 3 službe in da ne vem pač od kje naj si potegnem cash in tako. In je ona mene prijavila takrat na policijo in sem v bistvu pol od tistih, 15 evrov mogla vrniti 70 in sem jih pač vrnila, ampak sem mogla še vseeno tja na zagovor. In takrat je poslala v bistvu tudi dopis v službo mojo, kjer sem bila zaposlena za polni delovni čas in sem v službo izgubila. In bi rekla, da v bistvu takrat je bil ta najhujši moment v mojem življenju, da sem pač ostala na cesti, brez službe in še pač v bistvu, da ko sem prišla po pomoč na policijo, sem že imela črno piko tam, v bistvu, ker sem imela še en drug postopek, ki je tekel. Tako da to je bil ta največji, najhujši moment v mojem življenju. Jaz danes za te stvari za nazaj, za stvari, ki sem jih pač enostavno počela v tem obdobju, ker ti si pač v taki stiski, da ne veš, kaj bi. Saj ne veš, mislim, jaz sem spala na kavču,
pač blizu, pač v studiu, v hiši, kjer je pač smo imeli studio od radia. In jaz se zdaj, ko gledam za nazaj, ne, noben ni zares pristopil tako v smislu, pač zakaj ona skozi tle spi, ne. Mislim, razen enega, razen Nejca Drobniča iz Veseljaka, ki je en dan prišel in je rekel, kaj je, ob 4 zjutraj je prišel in se sedel zraven in je rekel, tako več ne gre. Povej, kaj rabiš, da ti pomagamo, ker ti ne moreš le se živeti pa spati, pač to ni noben življenje. In takrat sem jaz pač dojela, sem to res ni noben življenje, ne. Tako da, to so bile nekako te moje najhujše stiske, ker po eni strani te je sram pred sodelavci, po drugi strani ne veš, komu lahko poveš, po tretji strani starši si v totalnem razsutem odnosu, so se te že zdavnaj rekli adijo, ne. Ampak tudi zdaj, recimo, ko so dojeli, kaj se je dogajalo, pa sem bila jaz mogoče pripravljena neke stvari povedati, smo zdaj recimo v ful boljših odnosih starši, ne. Pač recimo, ne vem, moja teta pa stric sta ful dobra človeka, jaz jo imam ful rada. In mi je pač teta tudi velikokrat rekla zdaj, ne, pa zakaj nisi takrat povedala, ne, da rabiš, pač zakaj nisi povedala nam, ne. Ne vem, ker je bilo pač težko, ne, in pač moja zgodba je bila takšna in jaz sem se odločila povedati zgolj iz tega razloga, da če je kdo v taki stiski, pa ker vem, kakšna stiska je to, pa ker vem, koliko enih samomorov imamo v Sloveniji ravno zaradi finančnih težav, da če enemu nekako probam pomagati v tej smeri, da pač ni to konec sveta, da se da vse rešiti, ne, je pač moj namen dosežen. Samo to, ker če bi jaz imela takrat ta content, ker se tega itak vsi sramujemo in noben noče o tem govoriti, če bi imela tak content, vem, da bi se ful prej rešila teh stvari vseh, ki so me takrat pestile. Spregovorila si tudi o tem psihičnem stanju, v nekem intervjuju sem zasledila, me je kar pretreslo, no, da imaš doma kar nekaj napisanih tudi poslovilnih pisem. Ja, res je. Kaj pa je bil tisti kanček upanja, da potem vseeno nisi najhujšega storila? V bistvu to sva se velikokrat tudi z psihoterapevtko pogovarjala, pa s psihiatrom, pa tako. Jaz imam ogromno poslovilnih pisem doma in ko sem se odločila, da si hočem recimo vzeti življenje, da pač je to konec, da pač ne bom zmogla, ker meni je bilo jasno, da bom jaz enkrat vse te stvari odplačala. Ampak najhujše je bilo zame obdobje po tem. Sebe vzljubiti. Dobiti zaupanje ljudi nazaj. Kdo me bo sploh imel rad? A bom sploh dobila kakšno priliko? A se bom sploh lahko še pokazala to, kar res sem? Tako tega obdobja me je bilo, tega sramu, tega neznosnega sramu zaradi vseh dejanj, ki sem jih pač naredila takrat, ko pač nisem znala drugačno tako. In ja, poslovilna pisma sem vedno napisala takrat, ko sem se odločila, da je konec. Ampak potem, ko sem jih napisala, sem si vedno rekla, bom jutri. Bom jutri, zdaj imam že napisan, bom jutri, in pol je v bistvu menilo vmes toliko enega časa, da sem vedno dodajala neke ljudi v ta pisma, v smislu, hvala Nejcu, hvala Tilnu, hvala temu, pa hvala tudi tej, ki se je ta teden oglasila, in je bilo pač, ampak ta pisma so res zelo taka čustvena, jaz še danes, če kakšnega preberem, se res zjokam tako konkretno, ampak ja, vedno je bila pač ta moj, vedno sem imela da sem odlašala, ta samomor, da napišem zdaj, ampak ko sem pa napisala, sem pa vedno rekla, če me bo držalo, bom jutri, to lahko še vedno naredim, ker sem vedno dojemala to kot eno končno dejanje, napisati pismo pa ni zares, ni nujno, da je končno, tako. Omenila si družino, mamo, teto. Kdaj je bil tisti trenutek, ko si šla do njih? Si jih prosila za pomoč samo v tem obdobju? Ja, jaz sem starše prosila za pomoč, ampak... Kako so odreagirali?
nekega razumevanja takrat v tistem momentu pač ni bilo, a ne. Je Bilo bil bolj pač, občutek, da si sama kriva? ja, da si sama kriva, pa kaj se greš tam v Ljubljani, pa siguran imaš, ne vem, s čim vse se ukvarjaš, tudi ful se govori, recimo, oziroma je bilo velikrat vprašanje, kaj če je ona v kakšnih drogah in tako naprej. Ne sem doma, tudi tako, med komiki recimo, a ne. Ampak ne, nisem nikoli probala nobene droge, niti nič. Bi pa recimo včasih bi mi pa bilo, tako sem pomislila, fak, bi vsaj bila v kakšnih drogah, ne, da bi pač vedela, to se mi je zgodilo, šla bi na rehab in that's it, ne, se ni enostavno, tudi tem ljudem ne absolutno, ampak tako, da bi imela pač nek razlog, a ne, za katerega bi se res lahko ljudje oprijeli, oziroma tudi starši bi mi verjetno pač v tem smislu bolj pomagali, ampak tako, ker niso vedeli točno, kaj se dogaja, sem bila pač konstantno to, nujno rabim, a ne. Jaz nisem nobenem povedala, zakaj točno se gre. A ne, zaradi tega, ker je bilo mene konstantno strah, da bojo pač te ljudje začeli groziti komu drugemu. In na koncu se je zgodilo, da so tvojem starši začeli. Ja. Zdaj, tako je bilo v bistvu, da ker enostavno jaz nisem imela za redne stroške, ker sem vse dajala v te kredite, a ne, je prišlo v bistvu do tega, da sem jaz imela pa konstantno za te redne stvari, ki bi jih mogla poravnati, a ne, neke izvršbe itd. In pa so bili starši, ki so bili pa doma, jaz sem imela doma stalni naslov, oni so konstantno dobivali neke izvršbe, izvršitelje, rubežnike na vrata in tako, in valjda pač ni bilo nobenega zaupanja in nič, pač ni bilo nekega poslušnega ušesa tam, no, žal. So mi skušali na začetku pomagati, ampak pol pa so kar dvignili roke, no. Je bilo pa tudi tako, no, da mi je bilo velikokrat rečeno, daj, ne drugim govoriti o tem, ker to ni njihova stvar, a ne. Ves čas sem imela občutek, da se moji, recimo, sramujejo tega, a ne. Sej, jaz to ful štekam, ker jaz se tudi, a ne, ampak vem pa danes, recimo, da če bi se moj otrok na ta način odzival, obnašal ali pa konstantno rabil denar, a ne, da bi prišla pač sigurno 200 kilometrov stran, pa se usedla z njim pa vprašala, kaj točno se dogaja, a ne. Zato, da bi lahko nekako probala pomagati, ne. Pač tle je bilo bolj, da oni sebe zaščitijo, ne. Stran pred tem, kaj bodo drugi rekli, verjetno. To in da v bistvu je bilo pač to ni naš problem, ti več ne živiš tukaj, a ne. To je bilo pač tako bolj, mi hočemo zase sebe zaščititi, a ne. Ti se pa pač znajti, a ne. Si pa ti precej vihravo doma odšla, ne, če sem prav zasledila, pri 18 daj, 30 evri v Ljubljano, na vrat na nos. Na vrat na nos. Imeli smo doma kar akcijo skozi, no, res. Mama je bila zelo taka Očeta ne poznaš, ne? Očeta ne poznam. Si ga kdaj iskala? Ne. Se ti zdi, da je to delček, ki ti manjka v življenju? Veliko sem o tem razmišljala. Edina stvar, ki mi mogoče manjka, je ta, da bi ga videla. Kakšen je, a ne? Prav. Ja. Ker jaz pač, meni se konstantno je dogajalo predvsem v preteklosti, no, predvsem v preteklosti, ker sem recimo šla v trgovino ali pa ne vem, v kakšno drogerijo ali pa kaj in me je kakšen starejši gospod tako malo čuden pogledal ali pa malo večkrat pogledal, a ne, in sem bila vedno tako, kaj če je to moj foter, a ne, pač ta občutek, da me spremlja. Zdaj, da bi imela neka pričakovanja o tem, da bom imela pač očeta pri teh letih, pač nimam, a ne, sem mogla pač to nadoknaditi oziroma veliko na sebi narediti, da mogoče mi danes to ne manjka, imam pa krasnega tasta, recimo, evo. Pa tudi očima imam, zares, no, ampak je bil bolj, ker ne, v času mojega odraščanja skozi eni senci, no, tako da zdaj nekega ful globjega odnosa nimava, no, ampak je pa definitivno tast, ki pač napolni ta foter vibe po mojem življenju, no. Kako pa so, tašča in tast bodoča, te zgodbe predelali, kako si jim razložila vse na dolgo in široko? Absolutno, mislim, zelo velika opora sta bila, no. In jaz ne vem, ker pač nisem bila navajena mogoče neke ljubezni, ne tako, ne drugače, ne iz partnerstva, ne od doma, recimo, pa res ni bilo neke
neke empatije, no, v smislu objemov, hvala ali pa bravo ali pa tako, pač tega ni bilo, pri nas in to, da je mene pač nekdo objel, tako, ki ni, recimo moj partner je bilo pač zame res nekaj ful lepega, no, ke me je tašča že tako objela, ke sem prišla k njim. Vedno me je bilo, težko sem se spopadala, najtežje sem se spopadala s tem, da ko sem spoznala Matijo, jaz sem se res takoj zaljubila. Zaljubila, pač meni je bil on takoj všeč. Meni je bil on pač tako res, tako husband material, pač tako najboljši možen partner ever. In tudi danes lahko po vseh letih to potrdim, pač da je res fantastičen fant, partner, spodbuda, no, vse. In meni je bilo takrat, je bilo pač v moji glavi samo to, ne se zapletati z njim, zato ker si lahko najde ful boljšo. Aha. S tem sem imela ful težavo in s tem sem imela težavo predvsem tudi pri njegovih starših, ker me je bilo vedno strah, da bosta ona dva mislila, da bi lahko imel kakšno boljšo punco, da bi si lahko najdel boljšo partnerko, ki ne bi imela take preteklosti, ali pa mogoče, ki bi bila lepša ali pa kakorkoli, Pač vedno me je to spremljalo, in me je bilo zato tudi ful strah spoznati starše, ker sem pač vedela, da na neki točki bosta pač mogla zvedeti vse, kar se mi je dogajalo. Jaz sem takrat bila še v fazi odplačevanja, nisem bila še čisto iz tega. Ampak sta dejansko bila oba zelo poslušna in sta to res sprejela. Ne verjamem, še vedno ne, da nista kdaj pomislila, no, da bi si lahko našel koga z manj problemi. Še vedno dvomiš, vidim. Še vedno dvomim. Kljub vsemu še vedno dvomim, ne. Ampak ja, res sta bila neverjetna opora, no. Res tako in drugače. Ful sta pomagala, sploh tašča s pogovori, no, in vsem ostalim. Mislim, res sta bila. Mislim, tle sem pa mogoče spoznala to na nek način, ker res eni rečejo brezpogojna ljubezen, sem spoznala tudi to brezpogojno pomoč človeku, kako dejansko reagirati takrat, ko je nekdo, ki je tebi blizu v stiski, in sem bila tako, če bi bila pa jaz, če bi imela pa jaz otroke, pa če bi se moj otrok znašel v stiski, bi pa jaz tudi hotela tako odreagirati, tako res z eno empatijo, z ogromno eno podpore, tako, ja. Tak lep zgled. Ja, zelo. Zdaj, Kaja, ko si se odločila to zgodbo deliti, jaz verjamem, da je bila to težka odločitev, ampak verjetno je pa izzvalo kar nekaj komentarjev, odzivov. Kaj te je najbolj presenetilo takrat ali pa česa si se najbolj bala, ko si prišla ven s to zgodbo, z vsem, kar se ti je zgodilo? Ja, najbolj sem se bala, da bojo se oglasili ljudje, ki sem jih kakorkoli v tem času prizadela, v smislu, ja, ta je pa naredila to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. Mislim, jaz danes vse priznam, vse je pač, kar sem zares naredila, vse priznam in sem tudi tako, pridite, kam menite me, naredite, kar hočete, pač, that's it, pač tako je bilo, nimam kaj, Ne rečem danes, da sem jaz naredila prav. Absolutno nisem. Jaz sem naredila najboljš, kar sem znala v tistem momentu. Bi se da naredila kaj drugače? Ja, absolutno da bi, Jaz bi zdaj takoj tekla do prelomov, pa do vezoviškovih, pa bi rekla, pomagajte mi, nekaj moramo tle narediti. In oni bi najbrž rekli, da je ta pogodba nična, kar so mi tudi rekli na policiji večkrat, in bi se malo drugače igrali. Pa takoj bi povedala vsem. Staršem bi povedala, zakaj se gre, partnerju bi povedala, zakaj se gre, pač govorila bi, absolutno bi ful govorila, Zdaj se pa takrat zaprla vase in sem hotela to skriti, ker me je bilo tako sram, da mi nekdo grozi, Pa, poleg tega me je bilo tudi strah, da se bo kdo od teh ljudi spravil na koga mojega, Tega sem se res bala. Ampak v resnici niso tako pogumni, kakor se v večini delajo, tako da. So pa neke grožnje, tako. Ja, absolutno so verbalni grožnje. ravni. Ja, absolutno so pa. A to je po telefonu, po mailu? Ne, tudi v živo. Aha, te obiščejo, potrkajo. Tudi v živo. Ali pa si meni se enkrat zgodilo, da sem bila v lokalu, pa je prišel, pa se je kar usedel zraven. Rekel ti, poslušaj, do jutra ali pa ledvica,
In pa sem jaz imam pa solze in takoj na WC in kličem kolega in on poklič policijo takoj. Jaz pač tako, ne morem, mislim. Res je bilo tako, grozen je bilo, no. Grozen je bilo. Tudi jaz sem dejansko že googlala, pač sama ledvico prodam. Kvaj, a ne, ker se tako so vse okrog te ledvice vrtela, ne, mislim in res je bilo tako zelo intenzivno, no, so bile te grožnje konstantno. Tudi sem mogla koga izmed znanih Slovencev kdaj poklicati in prositi za pomoč, recimo, a ne. In ja, no, so mi bili velikokrat pripravljeni pomagati, no, marsikdo. Sem pa vse vrnila, evo. To pa lahko rečem. Zdaj si na pozitivni nuli. Tako, ja, tako. Kakšen pa je bil občutek, ko se je ta saga končala, ko si zadihala s polnimi pljuči? V bistvu sem začela spati, ker jaz sem prej spala, ampak sem v bistvu bolj dremala, pa sanjala. Mene je bilo konstantno strah, kaj sem si jaz naredila, kaj si vsi ti ljudje mislili o meni, kako je mene sram, jaz bi se najraje v zemljo ogrezala, kaj če se preselim 100,000 kilometrov stran, kaj ne naredim s sabo, ne vem, pač enostavno res si obupana nad svojim življenjem, pa sem pa v bistvu res začela spati. Spati počasi, tako res tisti globok spanec, da si človek res odpočije, no. Ker si pa rekla, kar se komentarjev tiče, najbolj me je bilo strah tega, da se bo kdo oglasil, ja, in to se je zgodilo, absolutno, in to me je čisto prizadelo. Strah me je bilo ljudi, ki bojo rekli, da so to kar ene zgodbice, bla, bla, bla. Kar me pa je, recimo, res zabolel, pa mi dal hkrati en veter v hrbet, je pa to, koliko ljudi se mi je oglasilo z zelo podobnimi zgodbami, zelo podobnimi, identičnimi skoraj. Od skoraj identičnih ljudi, a ne, tudi. In jaz recimo vem zase, da bi bilo v tistem momentu toliko težko, da si ne znam predstavljati, koliko težje bi mi bilo, če bi imela otroka. In ke imajo recimo take zgodbe mamice, ke imajo po 2-3 otroke in so same, a ne, to je tisto, kar sem jaz bila tako, jaz moram o tem govoriti, a ne, zaradi tega, ker če ne bom, pač, mislim, to so res obupane ženske, a ne, obupane ženske, pa tudi moški konec koncev, tudi moški, ki so res na pragu tega, da se zlomijo do konca. In jih danes recimo znam napotiti in povedati, kam po pomoč, koga poklicati, a ne, kaj narediti, kjer so tisti koraki, a ne. Ker jaz sem dolgo časa mogla raziskovati, da je nekaj zares pomagalo. Tako. Kako hitro pa se je v celo to zgodbo se je sploh vključila policija? Ja, jaz sem enega prijavila takrat. Zaradi groženj, ne? Zaradi groženj, ja. Oni so njega bolj tudi poklicali, on je pač sicer tisto pogodbo prinesel s sabo, on je rekel, da bolj je policist rekel, da je pač to, da je to nično pred zakonom, da to nič ne pomeni, a ne. In da je pač moja odločitev, moja volja, a ne, kaj bom s tem naredila. In da ne bo nič naredil, a ne. In so nekaj, kaj pa če mi vse naredi, a ne? A ste sigurni, da mi ne bo nič naredil? Je rekel, lej, za ziher ti ne moram reči, a ne. In to je bilo pač v bistvu vse, kar sem od policije takrat imela nekega stika, no. Je bilo pa to identičen čas, kot to s kartico, a ne. In pol je tako, kriminalisti bil tako, ja, vam grozi, ja, pa to, pa se bojite, ja, razumem. Ampak imate pa še en postopek pri kolegici, a ne, pa če bi lahko še mi 2 intervju za to naredila, jaz sem bila tako, ne, pač ne, vi ne razumete, da se je čist konc, mislim, tako res je bila galama, no, in je bilo res težko. Ker recimo razni finančni strokovnjaki, s katerimi sem se kasneje pogovarjala, so vsi rekli, ne, da imajo take zgodbe, pa da se ljudje dejansko na njih obračajo s takimi zgodbami, da grejo vedno na policijo pač zadevo prijaviti, a ne, in to bi tudi jaz mogla narediti, ne. Jaz sem pač prijavila njega zaradi groženj, namesto da bi prijavila pač posojilo kot samo, a ne. Se prijavi pač to na policijo in potem pač se to rešuje s tožbami in tako naprej, a ne. Ampak stvar, ki je nisem pač takrat mogoče zmogla v tej smeri narediti, je pa definitivno ta, da me je bilo še vedno pol strah.
a ne. Strah bi me bilo, če bi jaz šla, ne vem, zdaj, če ne bi plačevala, a ne. Bi me bilo skozi strah, a ne, kaj bo z mano se zgodilo, a ne. Tako da zdaj pač imam črno na belem, da sem vse to odplačala in pač. In te pustijo pri miru? Ja, To je absolutno. zaključena zgodba. Absolutno Dobiš zaključena. potem kakšno potrdilo? Ja, da ste- jaz sem ga zahtevala, no. Jaz sem ga zahtevala od obeh posojil, tudi potem od posojil pri podjetjih. In imamo vsa potrdila doma, spravljena, tako da so tam in je bilo res olajšanje, no. Res je bilo olajšanje. Koliko je bilo pa teh posameznikov, ki so ti brez težav pomagali? Zdaj vem, da si se obrnila tudi na te fundacije, recimo fundacijo Radia 1, ne? Ja. Koliko je bilo posluha za to, ne? Pa zdaj po eni strani ti ljudje niso verjeli, da je to sploh možno, po drugi strani je bilo Ja. pa kar nekaj ljudi, ki so... V bistvu jaz nisem takrat sploh povedala, za kaj se gre. Sem povedala, da nujno rabim pač ta denar in da nujno rabim pač posojilo, a ne. Zdaj, bilo je pač veliko posluha, no, strani določenih ljudi, no. Tudi 2 iz sveta komikov sta mi pomagala, no. In sem jim še danes ful hvaležna, ker sta mi res takrat rešila življenje. Pa sodelavci, a ne. Ena sodelavka mi je res tako, mi je pač pomagala in sem ji vse zaupala. Njej sem se prvi spovedala, po moje, Tadejeva Opotični, sem ful hvaležna, no. Pol sta bili pa še v bistvu 2 sodelavki, ja, ke pa pač nista imele mogoče pol to. Problem je v tem, da ti recimo, ko si sposodiš denar pri prijatelju, a ne, je to tako, da če ti pol ne moreš vrniti, začnejo ful pritiskati še te prijatelji, ki so bili prijatelji nate, a ne, in to pol nastane en totalen kaos, res totalen kaos. Pač ne vem, jaz sem res a ne, pač ne morem ti zdajle pač vrniti tega denarja in pol pač dobiš nazaj, ja, pač do jutra grem pa do direktorja, a ne, mislim tako, ja, pač se je dogajalo, no, se je dogajalo, marsikaj tudi pač, sicer sem pol seveda vsem vrnila denar, a ne, ampak danes se pa absolutno držim pravila, da od nikogar nič, no. Res, mislim, mava s partnerjem sicer tako, da si kaj razdeliva, če komu kaj zmanjka, ampak ostalo pa ne. Zdaj, v tej svoji filmski zgodbi si pa spregovorila tudi v predstavi Zapufana. Ja. Kako je bilo pa to na ogled postaviti? Je to na tak humoren način prikazano? Na ful humoren način. Si bila stand-up komičarka včasih, ne? Ja. In v bistvu so to naredila z Renejem, ki je v bistvu Rene Vrhovec, no, on je en tak zelo talentiran glasbenik, ki piše zelo zabavne pesmi, a ne. Jaz sem hotela, da je predstava malo drugačna, pa da mogoče ima pač nekaj glasbenih vložkov. On je naredil ful dobre glasbene vložke v smislu kreditov, pufov, rubežnikov, res so tako ful zabavne pesmi. In tudi sama predstava ima ogromno enih glasbenih vložkov in tudi zvočnih, a ne. Recimo takrat, ko me pač ta veliki mafijec, ki mi kao posod keš, je v predstavi poimenovan Brane, a ne. Nima veze z resničnim življenjem. Ne, ampak ta Brane me pokliče, a ne, in on pač je pol pač cela ta situacija, no. Dejansko gremo čez vse te moje pufe v tej predstavi, ja, in je ful zabavno, kako na en tak v bistvu zelo humoren način lahko tudi to zadevo človek prikaže, no. In so se ful smejali na predpremieri, ga smo imeli, in so bili ful navdušeni ljudje, tako da komaj čakam, no, da bo naprej nastopala. Kdaj nadaljujete? Ja, zdajle imava konec tedna, imava fotoshooting profesionalni za plakate in vse ostalo, potem pa najverjetneje z marcem ali aprilom nadaljujeva s predstavo, no, in upam, da bo Zapufana dala marsikomu, ki ima tudi danes kakšen puf, no, malo vetra v hrbet, no, tako, in malo neke pozitive in motivacije. Drugače pa tudi knjigo pišem, ta je pa v bistvu bolj resne narave, no, tako malo bolj poglobljena o tem in o raznem spopadanju samim sabo in svojimi dejanji in tako, no. Zdaj nimaš težav s tem javnim nastopanjem, zdaj, ko sem raziskovala o tebi, si bila, ja, stand-up komičarka, je to zdaj malo na dopustu?
Ja, sigurno, da je, zaradi tega, ker me je sram se vrniti. Ne vem niti, če bi me sprejeli komiki kot takšno, ker se spomnim, da mi je enkrat en komik napisal tako v smislu, da sem res pač taka, kakršna sem, ker pač mislim, da sem pač, ne bom rekla kaj, no, ravno zaradi tega, no, zaradi teh sposojanj in tako naprej, ne. Tako da ja, imam sicer v mislih, no, ampak vse ob svojem času, no, če se mi bo ta priložnost pojavila, mogoče tudi kdaj v prihodnosti, sicer pa s predstavo, no. Ti je humor kaj pomagal v teh težkih časih v zadnjem desetletju? Absolutno, ampak jaz sem mogla grozno veliko igrati, a ne, mislim, jaz sem mogla konstantno v službi igrati. Kot radijska voditeljica? Ja, absolutno, ne, mislim, da sem spala v studiu in pa sem mogla biti tam, wow, dober večer, kako ste? In pol me je vmes klical, mogoče ta Brane, a ne, ali pa sem dobila sporočila, ne, mislim, neverjetno se je po tolikih letih zbuditi zjutraj, brez enega sporočila v smislu, kdaj misliš prinesti keš, kdaj misliš vrniti, kdaj misliš to, mislim, to je res, to je toliko osvobojajoče, da ne znam povedati, no, res, jaz se zbudim zjutraj brez SMS-ov, ne, mislim, tako mogoče. Vsaj grozilni. Ja, vsaj grozilni in je to tako ful fajn občutek, res. Imaš pa tudi svoj podcast, en tak prav poseben, malo drugačen kot tale, v postelji ležiš s povabljenimi gosti. Tudi to boš nadaljevala verjetno. Ja, res. Koga želiš v svoji postelji, če bi lahko 3 izbrala in da je samo ne bo meja? Koga bi povabila v svojo posteljo? V svojo posteljo bi povabila, da je ne bo meja. Tomija Megliča, absolutno big fan Siddharte zavedno in velikrat mi je rešil dan s svojimi besedili, ker je tako, kot da bi jih jaz pisala, tako da njega absolutno si želim gostiti, no. Definitivno bi rada imela koga od politikov, Roberta Goloba in Janeza Janšo. Ker skupaj? Mogoče kar skupaj, trojček v posli. Naslovi se kar sami pišejo. Ja, veš kaj, že imamo za slovenske. To bo noro. Tako da ja, no, mogoče v tej smeri, da če bi bilo res ne bo meja, da bi pač rada njo kaj izprašala, no, definitivno tudi Tomija Megliča, ja. Če bi mogla pa še enega zbrati, bi pa mogoče zbrala Tomislava Brumca, evo. On je v bistvu ta bioenergetik, se s pranoterapijo ukvarja in imam z njim zelo fajn izkušnje in me zanima marsikaj, kaj se skriva tam v ozadju. Tako. No, zdaj sva poslali v nebo ta sporočila, ne? Pa naj ti bo usoda mila. Ja. Kaja, najin čas počasi se zaključuje, sem zelo hvaležna, da si delila z nami vse zgodbe. Mogoče za konec kakšen finančni nasvet, kako si zdaj finančno opismena po vsem tem? Absolutno. Je kakšen univerzalni nasvet? Ne, univerzalnega ni, ampak danes imam Excel tabelce, ki sem si jih naredila že pred leti in sem noter vse opisovala, komu kaj, kaj moram še se odplačati, kaj moram to, koliko dobim in tako naprej in to še vedno vzdržujem, no. Zdaj so sicer te pufi, ne, tega pač ni, ne, ampak pa še vedno si vedno napiševa, no, zdaj s partnerjem sicer, ne, si pač vedno napiševa, koliko dobiva in koliko bova dala in tako, no, tako da imam nek nadzor danes, no, in to je res eno tako zlato pravilo, se mi zdi, no. In ne sposojate si denarja na črnem trgu? Nikjer. Nikoli. Sploh ne pri frendih, nikjer, ne, nikoli. Če že je pri starših ali pa pri pač familiji, a ne, da ostane znotraj familije, pa še to ne preveč, da ti ni pol bed prijetno družinsko kosilo. Tako že pravijo, čisti računi, dobri prijatelji. In naj bo tudi en tak nasvet za konec. Hvala, Kaja. Z veseljem. Hvala tudi vam, ki ste bili z nama. To je bil Šokcast, se vidimo prihodnjič.